V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Gospod z vami. Lepo pozdravljeni na današnji dan, torek. V tej sveti daritvi se lahko Gospodu zahvalimo za današnji del dneva. Lahko prinesemo Gospodu tudi pred oltar naše prošnje, kar ga želimo prositi. In tudi, če imamo proti komu kaj, da mu odpustimo, lahko tudi sedaj to storimo in pogledamo svoja srca in obžujemo naše slabosti. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame, Boga nebeškega Očeta. Usmili se nas vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Gospod, usmili se. Kristus, usmili se. Gospod, usmili se. Danes, Patri, molimo za pokojnega Franca Stalonika obletna, za pokojnega Gvidota Ivančiča in sorodnike in za vse pokojne iz družine Lozar in Bohte. Molimo. Vsemogočni večni Bog, vodi našo voljo,
da bomo zmeraj vdano sprejemali tvoje zapovedi in ti z iskrenim srcem služili po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojim Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Berilo iz pisma apostola Pavla Efežanom. Bratje, v tistem času ste bili na svetu brez Kristusa, izključeni iz izraelskega občestva, in tu jim zavezamo obljube brez upanja in brez Boga. Zdaj pa ste v Jezusu Kristusu vi, ki ste bili nekdaj daleč, blizu prišli po Kristusovi krvi. On je naš mir, ki je oba dela združil v eno in je ločilno steno med njima, sovraštvo podrl, ko je postavil zapovedi v predpisi odpravil svojim telesom. Da bi tako oba v sebi preustvaril v enega novega človeka ter posredoval mir in oba v enem telesu spravil z Bogom po križu s tem, da je na njem sovraštvo uničil. Tako je prišel in oznanil mir vam, ki ste bili daleč, in mir njim, ki so bili blizu. Kajti po njem imamo oboji v enem duhu dostop k očetu, niste več tujci in priseljenci, ampak so državljani svetih in božji domačini. Zidani na temelju apostolov in prerokov, glavni vogelni kamen je sam Jezus Kristus, na katerem vsa stavba skladno raste v svet tempelj Gospodu, v katerega ste tudi vi vzidavate za Božje bivališče v duhu, Božja beseda. Odpev. Gospod nam je vir miru. Poslušam, kaj govori Gospod Bog, zares o miru govori svojemu ljudstvu. Blizu je rešitev tem, ki se ga bojijo, in slava bo prebivala v naši deželi. Gospod nam je vir miru. Usmiljenje in zvestoba se bosta srečala, pravičnost in mir se poljubila. Zvestoba bo pognala iz zemlje, pravičnost se sklonila z nebes. Gospod nam je vir miru. Gospod bo dal blagoslov in naša dežela bo obrodila svoj sad. Pravičnost bo hodila pred njim in zveličanje posledic njegovih korakov. Gospod nam je vir miru. Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Luku. Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: vaša ledja naj bodo opasana in svetilke prižgane, in vi bodite podobni ljudem, ki čakajo, kdaj se vrne njih Gospod svatbe, da mu takoj odpro, ko pride in potrka. Blagor služabnikom, ki jih Gospod ob svojem prihodu najde čuječe. Resnično povem vam, da se bo opasal, ter jih posadil za mizo in bo pristopil ter jim stregel. In če pride ob drugi straži, in če pride ob tretji straži, njih tako najde, blagorim. Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Pa za trenutek ostanimo v tišini. Naj besede iz berila in evangelija odmevajo v naših srcih. Bratje in sestre, v Kristusu imamo vsi dostop k očetu, tako nismo več tujci, ampak sodržavljani svetih in domačini pri Bogu. Zato moramo z zaupanjem prositi. Naj se zanesemo na te, ki si vogelni kamen cerkve, ko nas ogrožajo mnogi viharji. Prosimo te, usliši nas. Naj bo tvoja cerkev obdarjena z novimi duhovnimi poklici, ki bodo luč svete vere prinašali novim rodovom. Prosimo te, usliši nas. Naj bodo zakonci in tisti, ki se pripravljajo na poroko, neomajni v medsebojnem spoštovanju in zvestobi. Prosimo te, usliši nas. Naj bodo umirajoči podobni čuječim služabnikom in služabnicam, ki s prižganimi svetilkami čakajo na tvoj prihod. Prosimo te, usliši nas. Prosimo te tudi za vse bolnike, obolele s koronavirusom, naklonim Gospod zdravja.
prosimo te, usliši nas. Podpiraj tudi vse zdravstvene delavce, ki se trudijo in pomagajo obolelim. Prosimo te, usliši nas. Gospod Jezus, izročamo ti svoje prošnje, sprejmi z njimi tudi nas in nam pomagaj, da vsak na svojem mestu uresničimo to, kar od nas pričakuješ, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Hvaljen bo Gospod vesolja, po tvoji dobroti smo prijeli ta kruh, tebi ga prinašamo. Sad zemlje in dela človeških rok, naj nam postane kruh življenja. Hvaljen bo Gospod vesolja, po tvoji dobroti smo prijeli to vino, tebi ga prinašamo, sad trte in dela človeških rok, naj nam postane duhovna pijača. Molimo, bratje in sestre, naj Bog vsemogočni Oče sprejme našo skupno daritev. Naj sprejme Gospod daritev iz tvojih rok, v hvalo in čas svojemu imenu, v blagor tudi nam in vsej svoji sveti cerkvi. Sveti Bog, svojo milostjo nas reši vezi grehov, da bomo svobodno služili tvojemu oltarju, skrivnosti, ki jih očiščujejo po Kristusu našem Gospodu. Gospod z vami. Kvičko srca. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično. Res je za nas veličavno in primerno in te hvalimo. Gospod nebeški Oče, vsemogočni in usmiljeni Bog. Po svojem ljubljenem sinu si človeka ustvaril in ga v svoji veliki dobroti tudi prenovil. Zato je prav, da ti vse stvari služijo, da te vsi odrešeni hvalijo in tvoji svetniki soglasno slavijo. Tudi mi te z vsemi angeli veselo poveličujemo in nenehno kličemo. Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva. Polna so nebesa in zemlja tvoje slave, hozana na višanah. Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem, hozana na višanah. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato po sveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno v trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte moj spomin. Skrivnost vere, tvojo smrt oznanjamo, Gospod, in tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš slavi. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja, darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja, zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu, spopolnijo v ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, našim škofom Stanislavom in vsemi, ki služijo oltarju.
Spomni se naših bratov in sester, še posebej ti danes priporočamo Franca, Gvidota in sorodnike in vse pokojne iz družine Lozar in Bohte, ki si iz tega sveta poklical k sebi, s krstom si jih pridružil svojemu sinu in njegovi smrti, naj z njim tudi vstanejo v večno življenje. Spomni se tudi drugih naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, in vseh ljudi, ki so umrli tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo materjo Devico Marijo, z njenim ženom svetim Jožefom, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli tvoje ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem sinu Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Naš odrešenik nam naroča in Božji nauk nas uči, da smemo takole moliti. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Tvoje je kraljestvo, tvoja je oblast in slava vekomaj. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glede na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve, potrdi v miru in jo vodi v popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodu mir naj bo vedno z vami. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, podari nam mir. Glejte, to je jagnje Božje, Jezus Kristus, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj. Še zvolimo molitev za zdravje v času epidemije koronavirusa. Oče usmiljenja in tolažbe, tvoj sin Jezus Kristus nam je s križem pokazal vrednost trpljenja. Pomagaj našim bratom in sestram, ki že nosijo križ bolezni in so preizkušani.
Nakloni jim izboljšanje zdravja, njihovim svojcem pa pogum in zaupanje. Vsem zdravstvenim delavcem daj moč in zdravje, da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov, raziskovalcem pa, da bodo čim prej odkrili uspešno zdravilo. Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov, da bomo rešeni bolezni in se ti bomo mogli s tvojo cerkvijo zahvaljevati. Amen. Sveta Marija, zdravje bolnikov, prosi za nas. Sveti Rok, zavetnik zoper kužne bolezni, prosi za nas. Vsi božji svetniki in svetnice, prosite za nas. Gospodove oči so uprte v tiste, ki se ga bojijo in njegovo moč zaupajo. Gospod jih rešuje smrti in jih oblakoti poživlja. Molimo, dobri Bog, svete skrivnosti, ki jih obhajamo, naj nam bodo v duhovni napredek v tem življenju in nas pripravijo na večne dobrine po Kristusu našem Gospodu. Želim vam lep preostanek popoldneva, pa pripravimo naša srca za Božji blagoslov. Gospod z vami. Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdimo v miru. Zahvaljujte se Gospodu, ker je dober, Zahvaljujte se Gospodu, ker večna je njegova dobrota. Reci zdaj, Božje ljudstvo, večna je njegova dobrota. Recite Gospodovi duhovniki, večna je njegova dobrota. Recite, ki upate v Gospoda, večna je njegova dobrota. Zahvaljujte se Gospodu, ker je dober, Zahvaljujte se Gospodu, ker večna je njegova dobrota. V stiski sem klical Gospoda, slišal me je in me rešil. Gospod je z menoj, ne bojim se. Kdo mi more kaj storiti? Gospod je z menoj in mi pomaga. Zoper sovražnike moje. Zahvaljujte se Gospodu, ker je dober. Zahvaljujte se Gospodu, ker večna je njegova dobrota. Vsi narodi so me obkolili, od vseh strani so me obdali, a premagal sem jih v imenu Gospoda. Obsuli so me kot čebele, zajeli me kako rogen trnjen, a premagal sem jih v imenu Gospoda. Zahvaljujte se Gospodu, ker je dober. Zahvaljujte se Gospodu, ker večna je njegova dobrota. Odprite mi vrata pravičnosti, da vstopim in hvalim Gospoda. Glej, tu so vrata Gospodova, tukaj stopajo pravični. Zahvaljen Gospod, ki si me uslišal
postal moj rešitelj. Zahvaljujte se Gospodu, ker je dober, ker je dober. Zahvaljujte se Gospodu, ker večna je njegova dobrota. Kamen, ki so ga zidarji zavrli, je postal vogelni kamen. To je delo Gospodovo, zares je čudovito. To je dan, ki ga je Gospod naredil, veselimo se ga